scenariju napisala, da če Loki ne bo v Thoru Ljubezen in grom, da bom naredila video, zakaj sovražim Marvel. Dobrodošli spet nazaj na moj kanal, moje ime je Kaj Solo in tole je video 10 razlogov, zakaj sovražim Marvel. No, v glavnem, zdaj sem vam spoilala, vsi Loki fans, ne id gledati Thora Love and Thunder zaradi tega, ker Lokija ni noter. Ker mi film ni toliko všeč, kot sem mislila, da mi bo. Ne, actually, don't get me wrong. To bom zdaj probala povedati čist spoiler free. Film je dober. Film je 2 ure nore zabave, res je to so much fun. Taika Waititi je moja ljubezen in je res naredil dober film, ampak ni dost Marvelast. Ni tistega feelinga na koncu filma, ki te res zanima, kaj bo v naslednjem filmu, ni tistega wow trenutka noter, kjer celotna dvorana začne navijati in se smejati ali pa jokati. Guns N' Roses pa kričeče koze pa ženska Thor, ja, that's it. To je vse eno ful zabavno, ne me narobe razumeti, res je zabavno. Ampak ne zdi se mi, da se toliko povezuje v celoten Marvelov storyline, oziroma v timeline. Lahko se mi zdi, da tak waste, da Lokija ni v tem filmu. Ker bi bil res en tak trenutek, ko so bili vsi 3 Spider-Mani, pa Professor X, res bi bil en tak trenutek. I guess, preden začnem s celotnim videom, bom povedala še to. To zdaj ful bo spoiler, in mi je ful žal, skipajte do tegale časa, ker se bo zelo napisal. Jane umre in gre v Valhalo, pač v post-credit scene, kjer vidi Odina in mogla bi videti Lokija. Ker Loki je rightfully umrl v bitki v Avengersih, v Infinity War, ja. On bi mogel biti v Valhali, ampak ga ni. Ali je preživel, imamo zdaj 2 Lokija, ker je še en Loki iz serije Loki, ali pa Taika Waititi enostavno ni razmišljal o tem, kak film dela. Ker bi mogel povezati vse v eno zgodbo, ker everything has to make sense, ker je to Marvel in imaš super fane kot sem jaz, ki bojo secirali vsak trenutek tega filma. In to ni dober za moje zdravje. Razočarana sem, ker serija Loki je res nekako napovedovala, da bo Loki v Thoru. In bilo je žalostno. Zdaj pa nadaljujemo z stvari, ki jih moraš vedeti o Thoru, preden gledaš Thora. Thora prvič spoznamo leta 2011 v prvem filmu Thor, kjer je na Asgardu. In je en naduvan bog groma, ki se odloči, da bo proti očetovi želji napadel Jotunheim. Odin, njegov oče, odloči, da mu rabi Thor eno lekcijo. In ga pošlje na zemljo, na Midgard. Vzamemo moč, njegova moč je to kladivo Mjolnir oziroma Jonathan in Thor tega kladiva ne more več uporabljati, dokler se ne dokaže, da je res dober, da je primeren, da bo kralj. In v bistvu celoten bla bla bla, story gre mimo, whatever, na koncu se dokaže, da je vreden, ker se žrtvuje za Warriors 3 oziroma za njegove frende, premaga Destroyerja, ki ga pošlje Loki, ker Loki se odloči, da hoče biti tudi on kralj in hoče Thora ubiti, bla bla bla. Thor in Loki imata na koncu bitko in Loki se odloči, da bo umrl oziroma pade v smrt, question mark. Prvič, da se sprašujemo, ali je Loki umrl. In na koncu spremenjeni Thor prizna, da ni pripravljen biti kralj. To je nekrat na hitro, vmes se zaljubi še v Jane Foster, ki je v bistvu mu marsikaj pomaga v tem filmu, ampak zaenkrat v tem filmu je basically samo love interest, nima neke večje vloge. Zdaj pa gremo na naslednji film, ki je Avengers, je prišel ven 2012. Thor je eden izmed prvih Avengerjev in zemlji grozi Loki. Lokija je, by the way, rešil Thanos, ki ga je prepričal, da bo vodil napad na zemljo. Ker Loki si itak želi vladati enemu planetu, oziroma vsemu, whatever, Loki ima velike sanje. To Thanos mu pomaga. I didn't know that. Like, the Thanos, ki si želi, da bi pol človeštva umrlo. Jaz sem full amateur, kar se Marvela tiče, očitno. Živim za to. Loki ima v bistvu prvi Infinity Stone, zaradi česar mu tudi Thanos pomaga. To je njegov Tesseract. Čeprav o tem, I guess, na začetku še ni toliko govora. In Thanos mu da Chitauri vojsko, s katero bi zasvojil zemljo, bla bla bla. Avengerji ga ustavijo, ga bla bla bla, Hulk, bla bla bla. Najboljša scena na svetu. In na koncu Lokija in Tesseract vrnejo na Asgard. Marsikaj se še vmes zgodi, ampak I guess za Thora nič kaj toliko pomembnega. Naslednji film je Thor The Dark World, ki je prišel 2013 in je najslabši Thorov film, ker se nič ne spomnim, kaj se dogaja v tem filmu. Vem sam, da sta Thor in Jane kao zaljubljena, mislim, sta že od prej.
ampak iskreno, ta film je weird. Edino, kar vem, je, da je Loki je res cute, no? Cute je, okej, ko ima cute dolge laske in je sam adorable. Glavnem, v tem filmu Heimdall oziroma človek, ki naj bi videl vse, pove, da ne vidi več Jane Foster, se pravi Thorove ljubice, in Thor se odloči, da bo jo poiskal. Jane je zavzel ether, whatever, nek dark magic od nekih temnih elfov. Jaz vam tukaj neki dolge besede napisano. Malekith, the accursed, vodja teh temnih elfov. God, this is confusing. In ta vodja ubije Odinovo ženo oziroma mamo od Thora in Lokija, Friggo, ko noče ona povedati, kje je Jane. Thor pokliče na pomoč koga drugega kot Lokija, da bo ta skupaj maščevala materino smrt. In spopadajo se na Svartalfheimu. Tukaj no. Malekith vzame Aether iz Jane, Thor ga hoče uničiti z Mjolnirjem, ne more ga, Lokija ubijajo, Malekith pobegne, Thor gre v center Greenwich, kjer se spopade z Malekithom, Malekitha premaga. Thor se vrne na Asgard in zavrne Odinovo ponudbo za prestol. Once again noče biti kralj, a lahko prosim Loki rata kralj, ki si to dejansko želi. A ja, točno, Loki je umrl. Ali pač, Odin je v resnici Loki. Gremo naprej v Avengers Age of Ultron leta 2015, ki je prvi film, kjer Thor ni proti Lokiju. Thor je v bistvu v tem filmu bolj stranska vloga. V tem filmu nastane Vision, dokaže, da je worthy, ker dvigne Thorov Mjolnir, kar je ultra cool, in Ultron hoče ubiti vse ljudi, tako da Sokovij odvigne in jo hoče vrš na zemljo. Bla, bla, bla. Thor in Avengers ga ustavijo, Thor se na koncu vrne na Asgard. In pridemo do Team Thor, ki je prišel 2016, ki je v bistvu samo humoristični short, ki ga je naredil moj najdražji Taika Waititi, in je v bistvu en kratek izsek Thorovega življenja med Captain America Civil War, kjer se v bistvu Team Cap in Team Iron Man borita, Thor pa počiva v Avstraliji, kamor se je preselil s svojim cimrom. Leta 2017 imamo še Team Thor Part 2, ki je v bistvu en ekstra na Doctor Strange Blu-rayu, bla bla bla. Ugotovimo, da ne zna delati s preprostimi stvarmi, kot je najemnina, ker ne razmišlja v 14 dnevih, ampak v stoletjih. In to se mi zdi en najbolj fun fact iz tega. Doctor Strange leta 2016, kjer se Thor pojavi v end credit sceni, kjer sedi v Sanctumu v New Yorku in se meni z Doctor Strangeom. In ker Thor ne pije čaja, mu Strange ponudi pivo, ki ga nikoli ne zmanjka, and that's a really cool scene. In Strange v bistvu pazi na vse, kar je lahko za zemljo nevarnost, kar je v tem primeru Loki. Thor pove, da iščeta Odina in Strange jima bo pomagal pri tem. In tako pridemo do Thora Ragnarok leta 2017, ki ga je once again naredil Taika in v bistvu na nek način rešil Thora, ker je res The Dark World je res bil beden. Thor je zaprt v Muspelheimu. Zaprl ga je Surtur, nek gnjeni demon, ki mu pove, da bo dosežen Ragnarok, ko bodo krono potopili v večni ogenj v Odinovem voltu. Večni ogenj in njegova krona sta nek relik magični, ki lahko dela magijo. Ragnarok pa je konec Asgarda, se pravi apokalipsa, konec sveta. Thor se reši, premaga Surturja, vzame krono in verjame, da je Ragnarok preprečil. S pomočjo Strangea Thor in Loki najdeta Odina, ki umre zaradi starosti. Which does not make sense, ker je bog, ampak okej. Njegova smrt osvobodi njuno sestro Helo, ki uniči Thorov Mjolnir, kar je za Thora zelo devastating moment. Heimdall jih vseh skupaj potegne na Asgard in pošlje Thora in Lokija na zavržen planet Sakaar. Hela prevzame nadzor nad Asgardom, čeprav se je Heimdall upira. Thor in Loki se spopadeta z voditeljem Sakaarja, The Grandmaster, ki je amazing, ker je fucking Jeff Goldblum and I love him. Thor se spopade s friendom iz šihta, s Hulkom, ki se odpove svoje vlogi borca v areni in se jima pridruži, plus pride še Valkyrie, ki je tudi an amazing character v Thor Love and Thunder. She's so awesome. I love her so much. Thor Love and Thunder je ekstra gay, sam to povem, pejte ga gledat, res je amazing. Anyways, vrnemo se na Ragnarok. Pobegnejo nazaj na Asgard, da ga rešijo pred Helo. Hela je najbolj močen lik, kao ever, vsak naslednji lik je najbolj močen lik.
v Marvel Universe, which kind of sucks, ampak anyway. Hela je uničila Thorov Mjolnir, se pravi, je res močna in je ne morejo premagati in jo v bistvu more premagati nekaj drugega. Nekaj drugega je Ragnarok. Naredijo točno to, kar ne bi smeli, se pravi, Surturjevo krono potopijo v večni ogenj in sprožijo Ragnarok. Surtur uniči Helo, kar je na nek način tudi v bistvu zaradi feminizma, ker moški ne smejo pretepsti ženske in zato je pač moglo jo premagati nekaj drugega. Zdaj sem vam uničila celotno magijo Ragnaroka, ampak ja, that's how movies work. Asgardijanci vsi pobegnejo, na srečo vsi preživijo, tudi Loki in kraljestvo je uničeno. 2018 Avengers Infinity War pa postane vse skupaj malčken bolj resno. Že na začetku umreta Loki in Heimdall, ubijajo Thanos. Thor pošle SOS in rešijo ga Guardians of the Galaxy. Depresija zaradi Lokija, bla bla bla, ampak Thor ugotovi, da bo Thanos šel po Reality Stone, trdeč, ki ga ima The Collector. Nima veze, kaj delajo drugi, zdaj se osredotočamo samo na Thora. Thor gre z Rocketom in z Grootom na Nidavellir, kjer pomagata Aethirju ustvariti bojno sekiro Stormbreaker, ki lahko ubije Thanosa. In ena zanimivost Stormbreakerja je ročaj narejen iz Groota. Groot je ustvaril ročaj. It's really awesome. Vrnejo se v Wakando, kjer pomagajo Avengerjem in Thor na koncu Thanosa poškoduje, ampak ga ne ubije. Thanos mu reče, da bi ga mogel v glavo, da je Thanos preživel, Thanos dobi vse kamne, naredi in izgine pol vesolja. Avengers Endgame 2019. History is being made. Iron Man in Nebula se vrneta na Zemljo in grejo na planet, kjer je Thanos. Thanos je uničil vse kamne, ampak Thorova vloga tukaj je, da končno udari Thanosa v glavo in ga ubije. Naredimo en time jump, je 5 let kasneje, Thor je ustvaril nov Asgard in padel v depresijo. Thor je v bistvu failure, ampak na koncu ga prepričajo, da jim bo pomagal v potovanju skozi čas, da bojo lahko premagali Thanosa. Thorov storyline tukaj je, da se sreča s svojo mamo na Asgardu, ki mu pomaga z njegovim pravim namenom. Ekipa se vrne z vsemi kamni in še enkrat premagajo Thanosa in popravijo škodo od Snapa. Zdaj pa pridemo do nepomembnih informacij, ampak pridemo do Lokija 2021, kjer Thora sicer ni, ampak je zgodba o tem, kako je Loki v bistvu preživel. Oziroma neka druga verzija Lokija je preživela, če smo čisti iskreni. Jaz sem si to napisala v scenarij, preden sem gledala Thor Love and Thunder, ker sem mislila, da bo Loki se vrnil in da bo pač imel dejansko kak pomen, ampak ga nima, tako da I guess bom za Loki Season 2 delala video o tem, kaj moraš vedeti o Lokiju, teda ne bom govorila o Lokiju, ok? It's just stupid, ker it makes me sad. Žalostna sem, ker ni Lokija v Thoru. Taika, izdajalec. Pridemo do Thor Love and Thunder. Zdaj, spoilerji once again. Če nočete, da vam spoilam celotno story, skipajte na ta cajt. Yes. Ok, let's start. Jaz sem si sam napisala ene par vprašanj, ki sem jih imela za film in jih bom zdaj odgovorila. Tako da, če se vi iste stvari sprašujete, lahko gledate, če ne pa peti gledati film. Ja, Jane Foster se res vrača, tokrat je v vlogi Mighty Thor, oziroma neka ženska verzija Thora. Zakaj? Zaradi tega, ker uporablja njegovo kladivo, zaradi tega, ker ima raka in kladivo je edini način, kako bi lahko ona preživela. To, kako je ona postala worthy, da lahko uporablja Mjolnir, je v bistvu en tak trenutek iz preteklosti, kjer je Thor v bistvu Mjolnir prosil naj Jane Foster vedno obvaruje in je res v tem filmu je velik poudarek na ljubezni. Je lovey-dovey, kar se tega tiče. Začne se z break-upom med Jane in Thorom. Thor je s tem filmu ratal meni mečkem bliže, ker mi je vedno bil en tak macho man-child, ker mi je šel ful na živce, ker je bil ful preveč macho. Zdaj s tem break-up thingy, pa ker je res žalosten, pa ima čustva, se mi pa zdi, da mi je mečken bližje in mi je veliko ljubši. Čeprav še vedno dela bedarije, ampak mi je coolno. Guardiansi se vračajo v tem filmu, ampak nimajo neke velike vloge, tako da vsi, ki ste se veselili, da bo Star-Lord nazaj, ga imate noter skupaj gli za ene 3 minutke. Teda. Negativca igra Christian Bale, ki je prej bil Batman in je res odličen
villain. Gorr the God Butcher je dober villain, ima nek svoj story za tem, zakaj dela, zaradi tega, ker so mu bogovi so se mu odpovedali, ko mu je hčerka umrla in on zaradi tega se odloči oziroma dobi curse, s katerim lahko pomori vse bogove. In je res ena taka velika grožnja in tudi na koncu ima nek dober story, kjer dobi hčerko nazaj. Bila njegova edina želja, ampak on zaradi tega, ker je bil to corrupted, vseeno umre in hčerka ostane sama. In enter Daddy Thor, ker Thoru Jane umre, pravi, Thor bo zdaj poskrbel za to hčerko and it's adorable. Iskreno me zanima, kam bojo šli s tem storylinom. Je nekaj novega, I guess, ne vem, ali je bilo to v stripih, verjetno ja. Zanima me v glavnem, kam bojo šli s tem, ker tudi ta mala ima posebne moči in lahko, da bo tudi ona ena izmed močnih naslednjih likov. Res mi je všeč, da v tem filmu so tudi ženske zelo močne, Valkyrie je nova vodja novega Asgarda in je gay as hell and I love her. Valkyrie je moja nova ljubezen, obožujem jo, she is hot, she is funny, she is everything. In ja, tudi Jane je močna in tudi ta nova Thorova hčerka je močna, ampak ne na tisti prisiljen način, pač enostavno so. Res se vidi, da Taika je hotel narediti tudi poudarek na tem, da so ženske močne in da je naredil to equal, ne na tisti cringe način, kjer pač ženska je vedno močnejša od moških. Ne, pač enakovredne so in je res dobro narejeno. Na koncu imam samo še vprašanje, a se bo vrnil Loki in, kakor sem že 1000krat povedala, ne, Lokija ni nazaj, se pa Loki vrača v Loki Season 2, se pravi v novi seriji, ki jo že snemajo. Tukaj je par posnetkov iz snemanja Loki druge sezone. To je vse za Lokija, Thor Love and Thunder je že v kinu, pejte ga gledat. Napišite mi dol spodaj, kjer vam najljubši lik iz Thora. Moj najljubši lik je Korg, mogoče bi lahko naredila enkrat video o tem, kaj je Korg in njegov story, zaradi tega imam tudi za njega par teorij, ampak to je vse za Thora. Jaz moram zaključiti ta video, jaz ne znam zaključevati video. Lajkajte tale video, dol spodaj se naročite na moj kanal, komentirajte, kjer je vaš najljubši lik in lepo se imejte in followajte me na Instagramu in veliko se smejte, pa Thora pogledajte in vidimo se naslednjič. Smooth, damn, bye bye!